pozdravljeni na današnjo cvetno nedeljo. Sva zakonca Radej, moja žena Bernardka in moj mož Rolando in prihajava iz Solne župnije svetega Danijela v Celju. Z vami želiva deliti najino skupno zakonsko in osebno izkušnjo Boga in njegovih posebov najina življenja. Najini poti sta se prvič srečali v naši mladinski skupini, kasneje sva bila oba skavtska voditelja in animatorja, voditelja slovenske šole za animatorje in voditelja različnih skupin v župniji. Ne znava si predstavljati, da vera in življenje v občestvu župnije ne bi bila del našega življenja. Osebno vero sva gradila še kot mladinca in jo utrjujeva kot zakonca in starša. Osebna, zakonska in družinska molitev, različni načini in oblike so vsakodnevna stalnica v naši družini. Čez dober mesec bova obhajala srebrno poroko in v najinem zakonu se nama je po molitvi in prošnji mnogo znanih in neznanih ljudi pred skoraj 13 leti rodil sin. Septembra 2010 so najine duhovne vaje v Stični bile prvi tako konkreten poseg Boga v najino življenje, ki ga vedno znova rada deliva tudi z drugimi. Po vseh letih pričakovanj, da bi tudi midva postala starša, sva vse prvič zelo zavestno izročila zares in popolnoma v Božje roke in v tihi molitvi v Opatovi kapeli sva čutila takšen mir in potrditev, da se mora zgoditi tisto, kar je Božja volja. In se je. 13. maja na praznik Fatimske Marije leta 2011 se je rodil Janez. To čutiva kot globok poseg Boga, pri katerem ni nič nemogoče, in zavedanje, da smeva prositi tudi za velike reči, ker Bog daje, ko prosimo. Redne duhovne vaje, zakonske, družinske in osebne, so moč, iz katere črpava za vsakdanje preizkušnje in hiter tempo življenja. Zelo pomembno se nama zdi, da se znava ustaviti in prisluhniti Božji besedi in njenemu odmevu v najinem življenju. Da si vzameva čas za redna mesečna srečanja obeh zakonskih skupin in družinske kateheze, v katero smo vključeni, ter da si vzameva čas tudi za pogovor med nama. V naši župniji že 10 let poteka celodnevno češčenje Najsvetejšega zakramenta in pred 3 leti sva se odločila, da tudi midva kot par prevzameva 1 uro na teden, ki jo posvetiva Gospodu. Včasih je težko, včasih si utrujen, službene obveznosti te zadržijo, vendar vedno, ko sva pred Gospodom. Včasih čisto brez misli, drugič v globoki ponižnosti in prošnji, spet drugič v zahvaljevanju. Čutiva neskončno Božjo ljubezen, mir in veselje, da naj ima Bog kljub vsem najinim napakam tako neizmerno rad. Iz teh minut lahko črpava moč in pogum, ideje in navdihe za najin zakon, družinsko življenje in vse aktivnosti, v katere sva vpeta tudi v cerkvi. Bog se naju dotika po velikem številu ljudi, s katerimi se srečujeva. V župniji, na duhovnih vajah, srečanjih, v službi in med sosedi. V lepih odnosih, ki jih živimo v medsebojni pomoči, molitveni navezi in konkretnih delih usmiljenja, doživljava, da Bog ni obupal nad tem svetom. Življenje v občestvu, ki je odprto, zavzeto in utemeljeno na Kristusu, doživljava v zadnjih letih kot ponovni razcvet najinega verskega življenja. Učiva se gostoljubnosti in sprejemanja tudi v našem domu, ki je vedno odprt in smo veseli, ne le vljudnostnih obiskov, ampak tudi tistih, ko lahko govorimo o Kristusu in naši veri. Pred 3 leti sva se prvič v postnem času vključila v program Exodus za moške in jaz v program Fiat za ženske. To je bila odločitev, ki nama je poživila najino osebno in zakonsko vero in molitev. Dnevno branje Božje besede, molitev z njo in ob njej, nama daje pogum za dan, ki je pred nama. Dnevno sva povezana, jaz s svojo sestro in jaz s svojim sidrom, kjer se spodbujamo za vztrajanje v svojih odpovedih in svojih zavestnih odločitvah za molitev in dobra dela.
Tedenska srečanja v majhnih občestvih pa nama dajo prostor, da o tem tudi spregovoriva še s kom drugim, ne le doma. Tudi po koncu teh 90 intenzivnih dni ohranjamo branje dnevne Božje besede, ki nama zjutraj naravna dan in kakšno besedo ali misel neseva s seboj v službo in med ljudi. Čutiva, da sva prejela ogromno talentov, da sva obdarjena z mnogo darovi in da Gospod želi, da greva med ljudi in se dava na razpolago tam, kjer naj jo potrebujejo. Zaupava, da je Gospod z nama in da nama daje svojega duha, ki veje, kjer hoče in kakor hoče. Kot skavta veva, da je prav, da vsak dan narediva vsaj eno dobro delo in da zaupava, da je vse mogoče, tudi če s človeškimi očmi videti brezupno. Iskreno nam vsem želiva, da beseda živega Boga po Svetem Duhu vsak dan prihaja v naša življenja, da jo beremo, premišljujemo in jo živimo ter si v njej pripovedujemo med seboj. Naj nas vse opogumi, da ne bomo neme priče križanja, ampak izvoljeni in ljubljeni sinovi in hčere njega, ki nas objema s križa svojo ljubeznijo in nam daje svojo mamo Marijo za našo mamo in priprošnico. Križ in smrt nista konec, ampak začetek tistega, kar je bistvo naše vere, večno življenje. Vse dobro.